Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Občina Ankaran je ob 10. obletnici svojega delovanja podpisala prvi sporazum o pobratenju in sicer z italijansko občino Comune di Ankarano iz pokrajine Abruzzo. Slavnostni podpis sta opravila župana Gregor Strmčnik in Pietrangelo Paniki, ki sta se zavezala k vzpostavitvi tesnega sodelovanja na področju kulture, športa, družbenih vsebin in promocije naravnih danosti. Pobuda za pobratenje je iz Italije prispela že leta 2023, na kar je sledilo večmesečno usklajevanje in priprava potrebne dokumentacije. Obe občini si delita ne le ime, temveč tudi podobne značilnosti. Velikost, družbeno strukturo in spoštovanje naravnega okolja. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki italijanskih skupnosti iz Kopra. Župan Strmčnik je izrazil ponos nad razvojem občine in poudaril, da povezovanje z drugimi skupnostmi dodatno krepi prepoznavnost Ankarana doma in v tujini. Prebivalce slovenske Istre je pred dnevi znova razveselila novica, da bodo tudi letos dvakrat dnevno potekali ladijski prevozi med vsemi 4 občinami in sicer med 1. julijem in 7. septembrom. Z izjemo ponedeljkov se bodo ljudje lahko odpravili vse od Ankarana pa do Pirana, tako dopoldne kot popoldne. V ta namen je Regionalni razvojni center Koper zopet najel ladjo Zlatoperko, ki jo upravlja Sandi Radolovič, sprejme pa do 70 potnikov in nudi 10 nosilcev za kolesa. Pomembno je vedeti, da rezervacije mest na ladji niso možne. Iste ostajajo tudi postaje za vkrcanje in izkrcanje potnikov. V Ankaranu na pomolu Valdoltra, v Kopru ob zunanji obali parkirišča na Ukmarjevem trgu, v Izoli na pomolu pred hotelom Marina in v Piranu ob pomolu pri Rdečem svetilniku. Malce pa se je spremenil cenik, saj bodo določene cene za otroke do 14. leta starosti ter odrasle. Za slednje je cena vozovnice med 4 in 10 evri, odvisno od izbrane lokacije, za mlajše od 14 let pa so cene polovične. Prevoz kolesa stane 1 evro, ne glede na razdaljo. V torek je v Ljubljani ter Kopru potekal shod proti oborožitvi, vojni in zvezi NATO. V prestolnici se je zbralo med 800 ter 1000 udeležencev, medtem ko je bilo protestnikov v največjem mestu slovenske Istre okrog 300. Na obali je protest s sloganom Ljudska fronta, vojni kontra organiziral socialistični bralni krožek. Navzoči so se zbrali na Titovem trgu, odkoder so se po Kidričevi podali proti Taverni in Karpačevem trgu, pa vse do Luke Koper, ki bi bila lahko po mnenju protestnikov vojaška tarča, saj prek našega pristanišča NATO prevaža orožje. Poglejmo le našo lokalnost. Skozi Luko Koper se ves čas skrito pred očmi javnosti prevaža orožje, namenjeno ciljem NATO. V primeru, da Slovenijo NATO potegne v kakšno vojno, v kakšen vojaški konflikt, je naša Istra edina pomembna točka za orožarsko industrijo v Sloveniji. In verjemite, da bo Luka Koper z vso okolico prva, ki bo napadena. Nočemo biti žrtve tujih vojn. Članstvo v EU in NATO ne prinaša miru in obrambe, spreminja nas v kolaborante in glavno orodje ameriškega in zahodnoevropskega imperializma, s tem pa masovnega morjanja po svetu. V Ukrajini s podaljševanjem vojne korporacije kujejo masne dobičke. Ljudje umirajo na obeh straneh fronte, hkrati pa se je skoraj cela Ukrajina razprodala ameriškemu kapitalu. Podobno je genocidna tvorba Izrael, vse od svojega nastanka kolonialni projekt Velike Britanije, Združenih držav Amerike in Nemčije. Brez njihove izdatne ekonomske, politične in vojaške podpore ne bi mogla že 80 let nad Palestinci izvajati apartheida in genocida. Prav tako ne bi mogla neovirano bombardirati, zasedati in terorizirati vseh sosednjih držav. Če želimo torej pomagati palestinskemu ljudstvu, se moramo upreti našim domačim gospodarjem, katerih vazal je Izrael. Nočemo biti del NATO pakta, nočemo biti del zionistične Evropske unije. Ne bomo pristali na deljenje po narodih, razumemo le razredne razlike. Poleg tega, da so ljudje pozivali Slovenijo k izstopu iz zveze NATO, so pozivali k preusmeritvi sredstev iz vojske v zdravstvo, šolstvo, oskrbo in stanovanja.
Z različnimi transparenti in vzkliki je množično ljudstvo javno obsodilo tudi podporo Združenih držav Amerike in Evropske unije Izraelu, saj nas to ne varuje, marveč nas vpleta v svetovne konflikte in vojne. Zakaj smo se ga odločili organizirati? Ker je očitno, da nas pač Evropska unija in NATO skušata poslati v vojno, da nas skušata zmilitarizirati do konca in nas pripraviti na nek spopad, ki bo za njihove interese in da se temu upremo preden bo prepozno, da zaustavimo oboroževanje in da se pač borimo za mir na svetu, ki je edini, ki pač lahko dejansko deluje v korist nas kot delovnega razreda. No. Mislim, tle je neka ta militarizacija, ki se pripravlja pač praktično povsod. V bistvu, zakaj se gre industrija, pač nemška in francoska malo propadata in so se očitno odločili to rešiti, tako da bojo vse pripravljali na vojno in vemo, kako je to šlo. Pač v 30-ih ne bila druga svetovna vojna in mi menimo, da se nam to približuje in da se temu moramo upreti zdaj. Na protestu so poudarjali, da se je potrebno zavzemati za mirovniško politiko in sprožiti ostre sankcije proti imperialističnim silam. Slednji netijo konflikte z Bližnjim vzhodom, kjer se nahajajo plin, nafta in pomembne strateške poti, saj si želijo nadvladati v omenjeni regiji. Smo si skupna fronta proti vojna, pač vse slovenska in hkrati se dogajajo v zadnjih nekaj dnevih se dogajajo protesti po celi Evropi. Istočasno se dogaja tudi vrh NATO v Hagu, kjer nas bojo prisilili, da dajemo 5% BDP-ja, to je v Sloveniji 20% proračuna državnega, ne, za vojsko. Tako da v bistvu zdaj se cela Evropa aktivira, no, povsod so protesti in definitivno se bo dogajalo še v prihodnosti, ker je ljudska podpora, ljudje se strinjajo, nočejo umirati v tujih vojnah. Ne molčimo, za prihodnost se borimo! Ne stojimo, ne molčimo, za prihodnost! Predsednica Republike Slovenije je v uporabo prejela unikatno leseno mizo, ki jo je zasnoval raziskovalni inštitut INNORINUCOE iz Izole. Gre za izdelek, ki združuje znanje z področja lesarstva, trajnostnega oblikovanja in slovenskih oblikovalskih tradicij. S projektom so želeli poudariti pomen slovenskega lesa in njegove vloge v boju proti podnebnim spremembam. Miza temelji na principih biofiličnega oblikovanja, ki s pomočjo naravnih materialov, svetlobe in akustičnih rešitev izboljšujejo počutje in zdravje uporabnika. Omogoča tako sedeče kot stoječe delo, v prostor pa vnaša toplino, tišino in estetsko povezanost z naravo. Vgrajeni so tudi podatki o izvoru lesa. Vsak kos nosi lasersko vgravirane informacije o drevesu in njegovi lokaciji. Oblikovni elementi, kot sta silhueta Triglava in motiv Satovja, se navezujejo na naravno in kulturno dediščino. Poseben poudarek so namenili tudi ponovni uporabi starega lesa, s čimer sporočajo pomen daljšega življenjskega cikla materialov in povezanosti s preteklostjo. Arhitektka Eva Prelovšek-Njemela je izrazila veselje, da je predsednica predlog sprejela. Direktorica INNORINUCOE pa je ob tem dodala, da naj miza predstavlja simbol slovenske zavezanosti k trajnemu razvoju in navdih za prihodnje delovanje. Mestna občina Koper nadaljuje s 546.500 evrov vredno rekonstrukcijo lokalne ceste med Šmarjami in Pučami. Zaradi asfaltiranja bo ta odsek predvidoma zaprt do četrtka 3. julija. Za osebna vozila je urejen obvoz po stari cesti mimo Koštabone, medtem ko občina voznikom večjih vozil priporoča uporabo glavne ceste Koper-Dragonja in sicer preko Nove vasi ali Padne. V času popolne zapore na tem območju ne bodo vozili avtobusi na primestnih linijah proti Koštaboni, Pučam in Krkavčam. Končna postaja bo začasno postavljena v Šmarje. Mestna občina Koper pa bo tudi letos omilila pritisk tranzitnega prometa v starem mestnem jedru. Od jutri zjutraj bo ob koncih tedna s potopnim valjem omejevala promet na delu Pristaniške ulice. Zapora Pristaniške ulice od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu bo veljala ob petkih med 20. in 23. uro ter ob sobotah in nedeljah med 9. in 23. uro. Prehod bo dovoljen le stanovalcem mestnega jedra z dovolilnicami in intervencijskim vozilom ter gostom hotela Koper ob odložitvi prtljage. Na začetku ulice bo postavljena signalizacija splošno prepovedno vožnje in dopolnilom za dovoljena vozila, dostop pa bo urejen preko potopnega valja, ki prepozna registrske oznake iz informacijskega sistema.
Ukrep naj bi zmanjšal tranzitni promet in povečal varnost, za krajše opravke pa je zagotovljeno brezplačno parkiranje v garažni hiši Belveder, in sicer 1 ura od ponedeljka do sobote, 2 uri pa ob nedeljah. Po mestu je na voljo tudi brezplačna prevozna storitev kurjerca. Občina Izola prav tako uvaja zaporo. Sončno nabrežje bo ob koncih tedna zaprto za promet in namenjeno pešcem. Promet na Sončnem nabrežju bo v petek onemogočen od 19. ure do polnoči. Enak režim bo veljal tudi v soboto, medtem ko bo v nedeljo zapora skrajšana, trajala bo od 19. do 22. Takšen režim bo veljal vsak vikend vse do konca avgusta. V navedenih terminih vožnja po Sončnem nabrežju ne bo dovoljena, razen za tiste z ustreznim dovoljenjem za dostop. Čau, midva sva Jona in Luka. Skoraj ravno kar sva naredila, oziroma prevozila, prejadrala 347 navtičnih milj, krat 1,852, da dobimo kilometre, in takoj, ko bo zadeva verificirana, bova nova aktualna svetovna rekorderja oziroma nosilca Guinnessovega rekorda. Petko. Bravo. 4 dni, 6 ur in 27 minut sta oče Luka Kobler in hči Jona Kobler potrebovala za postavitev novega Guinnessovega rekorda za jadralski podvig, ki sta se ga lotila prejšnji teden. Naenkrat sta prejadrala 347 navtičnih milj oziroma več kot 642 km in s tem podrla rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa Dingi, brez pomoči in brez dotika kopnega. Zdaj je prišlo čisto spontano, ampak pravzaprav čisto spontano, ko sta se z Jono na enem družabnem dogodku malce pohecala, kaj če bi šla napadati obstoječi rekord. Tako da v osnovi je bilo to mišljeno kot neka družinska pustolovščina, nekakšen oče in hči team building. No, potem je pa skozi čas nekako logična posledica vsega skupaj bila pa, da to povežemo na nek večji smisel, in ozaveščanje o pljučni hipertenziji je bila absolutno tista prva misel, na katero smo potem štartali z vso močjo. Iz izolske marine sta se 16-letna Jona in njen oče odpravila na pot, ki sta jo zaključila v Lombardi na otoku Korčula. Poleg njiju je plula tudi posadka z vremenoslovcem, ki je sledil tokovom in vremenskim napovedim, s katerimi je lažje usmerjal in protagonistoma utrjeval pot do cilja. Velik izziv je predstavljala tudi ladjica tipa Dingi, s katero sta opravila rekord, saj gre za netipično jadrnico za tovrstne podvige. Kljub temu, da vsebuje 3 jadra, nima kabine ter obtežene kobilice, poleg tega pa je hitra in izjemno lahka, saj tehta okrog 75 kg. Mi povedal, ko smo se čez kanal med Pakljanimi pa Hvarom vozili, ko je burja že pihala, in si rekel, pripravita se, ker tam za mestom že kar nažiga. Nisem mislila, da bo tako podolgo, kaj je bilo. Verjetno sem eno obrv malo prezdignil, ker sem rekel, 3 pikce, a še močnejš. No, pa ko je sekal, mame je v bistvu stera vrgali to, da nam je navigacijska luč crkala, ampak to, da ste bili vi spredi, to je bilo v bistvu lifesaver. In tudi potem, ko smo se v bistvu vozili ob Hvaru, je bila čista orca, lepo ob obali, v bistvu nepraktično, ampak dejansko nemogoče je na telefonu gledati navigacijo. Kurs, jadro, ob tistih refolih. Jaz bi prav rad bi videl, ne zdaj tukaj z Vindijom primerjamo, rad bi videl kakšne lokalne meritve, ampak mogoče to je moje subjektivno mnenje, ampak jaz mislim, da so sunki bili sigurno 30 vozlov. Kot smo uvodoma dejali, je imela misija brez sape, kakor so podvig poimenovali, tudi drug pomen, saj je vse skozi ozaveščevala o pljučni hipertenziji, s katero se sooča tudi Lukova žena oziroma Jonina mama in lahko privede do presaditve pljuč, srca ali pa celo do smrti. Bolezen se hitro širi, pojavljajo pa se simptomi, ki jih velikokrat pripisujejo kronični utrujenosti, debelosti ali drugim boleznim, kot sta astma in COPD. Na spletni strani pravkar končanega projekta Jonuka 400 so za konec zapisali misel, ki velja tako za bolnike omenjene bolezni, kot za jadralska rekorderja. Ko te vodi močna želja, te strah ne ustavi.
Slovensko stalno gledališče v Trstu je včeraj predstavilo prihajajočo gledališko sezono, ki bo potekala pod geslom Nemirne duše. Gledališče je zrcalo časa in nemirna sedanjost je vodilna tema, ki bo zaznamovala novo sezono. No, gotovo pri programskih izbirah, nekako potem, ko se stvari lepo sestavijo, tako v smislu nekih z vsebinskega vidika, tudi kronološkega oziroma nekega sezonskega zaporedja. Ko sem razmišljal, potem seveda tudi sodelavci, ko smo razmišljali nekako to skupno nit, gotovo je ta duša akma pravzaprav, ki je vseh nas, tako nas slehernikih, če lahko se tako izrazim, duše, ki so še vedno med nami, duše naših prednikov, ampak predvsem pa duše, ki bodo sestavljale tudi novo sezono, vsi liki, vsi protagonisti in protagonistke nove sezone, obenem pa duše, ker se je izkazalo, da bo kar nekaj žal tematike in vsebin, ki se bodo dotikale te tragične situacije, ki jo doživljamo z občutkom, da je nekje daleč, pa vendar jo imamo v zavesti, se pravi ta vojna situacija, ki nas zaenkrat medijsko bombardira na dnevnem nivoju, tudi te duše, ki prihajajo, grejo, so prisotne v tem, zato se mi je zdelo in ta igra besed nemirne, v slovenščini je to še toliko bolj izrazito, ker v nemirnosti je notri tudi beseda mir. Se pravi, sporočilo je to, da vsej tej tragediji je pomembno se vsakodnevno boriti in zavzemati za mir, sobivanje in nekako razumevanje drug drugega. Osnovni abonma bo sestavljal 5 uprizoritev Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in gostujoča predstava. Izbirni sklopi bodo ponudili 6 dodatnih gostujočih dramskih, plesnih in glasbenih dogodkov. Torej, začelo sicer se bo na nek bolj sproščen način z Goldonjevo komedijo Kavarna v prevodu Srečka Fišerja, režiji Janoša Kice. Delo, ki je bilo redko, če ne, mislim, da celo nikoli uprizorjeno v slovenskem jeziku, ampak gre za Goldonija. Fassbinder je recimo naredil tudi priredbo Cafe House. Nadalje bo ravno prva predstava, ki tematizira obdobje med dvema vojnama, znameniti Ciril Kosmač, balado Torbentin oblak, v sodelovanje z AGRFT in Mini teatrom Ljubljana. To gre za magistrsko delo režiserja Žige Hrena. Nadalje na drugi strani Ariel Dorfman, ki tudi tematizira z nekim tragikomičnim in ironičnim pristopom v režiji Marcele Serli. Pridemo potem do še ene klasike slovenske, Veronika Deseniška v režiji Maruše King, drugačna duša, pravzaprav, se pravi Veronika, emblematična duša, 600 let mineva od njene usmrtitve in tega, da je bila obsojena kot čarovnica. Tu gre tudi za neko vlogo ženske že takrat in posledično tudi vlogo ženske v današnjem času. Za konec pa, mislim, emblematičnim likom, Srečkom Kosovelom, ki je pa dejansko bil nemirna duša tistega časa. Ogromno stvari je že napovedoval v svojih literarnih delih, tudi v odnosu do Evrope, evropske integracije, do vojne, do vsega tega. No, tukaj naj omenim, da ta predstava je v sodelovanju s Kulturnim domom oziroma Kosovelovim domom v Sežani kot koprodukcija, takrat marca leta 2024 že predstavljena ob 120-letnici Kosovelovega rojstva. V Trst prihaja pa maja 2026, ko bo natanko 100 let Kosovelove smrti in seveda v letu tudi Kosovelovem letu, kot je to nekako izreklo Ministrstvo za kulturo oziroma Vlada Republike Slovenije. Po 7 letih in 2 zaporednih mandatih pa se direktor in umetniški vodja odmika z položaja, da bo to mesto prepustil nekomu s svežo energijo, ki bo poskrbel za prevetritev, kar je pomembno za umetniško rast. Gotovo, zdaj, če bi na hitro pomislil, je bilo kar nekih vzponov, tudi v umetniškem smislu, jasno tukaj mislim na produkcije Slovenskega stalnega gledališča. Zdaj, če bi vseh ne bom, težko omenjam, pa vendarle Marjon Čarodej recimo bil eden takih, Kakor v nebesih. Veliko je bilo takih trenutkov, kjer se mi zdi, da se je poistovetila
tako neka strokovna javnost, publika, pa predvsem sami ustvarjalci. In kar to se mi zdi res pomembno. Zraven pa seveda še cela plejada drugačnih sodelovanj, komornih predstav, veliko zunanjih sodelavcev in predstave, ki so bile in bodo še naprej namenjene različnim generacijam, različnim starostim in seveda tudi, kar je tudi pomembno, raznolikim žanrskim predstavam in raznoliki ponudbi. V soboto je Koper ponovno zaživel v znamenju poletne muzejske noči, največje vseslovenske promocije muzejev, galerij in ustanov, ki skrbijo za našo kulturno dediščino. V Pokrajinskem muzeju Koper so recimo otvorili novo stalno razstavo z naslovom Zrcalce na steni povej, kdo najelegantnejši v deželi je tej. Izvedli so delavnico za otroke in družine, spoznajmo delo arheologa ter nekaj vodstev, in sicer konzervatorsko-restauratorskega oddelka, vodstvo po stalnih umetnostno-zgodovinskih razstavah in po stalnih arheoloških razstavah. Predstavili so tudi digitalno vitrino. Osrednji dogodek večera je bilo odprtje prenovljene stalne muzejske postavitve poimenovane Beneški salon, ki obuja svet visoke družbe iz zadnjih desetletij 18. stoletja. Čas, ko je Koper še govoril v jeziku Beneške republike, se je oblačil po njenih modnih smernicah in živel po pravilih visoke omike, čeprav so že trkale na vrata nove politične smernice in nove družbene stvarnosti. Mi pa smo z nekaj truda, precej trme, to obdobje znova priklicali nazaj. Zdi se, da je na najzahtevnejših nalog muzealske stroke postvariti duh nekega prostora, njegovo atmosfero, njegove tihe zgodbe. Pri prenovi Beneškega salona nismo želeli zgolj oblikovati zbirke lepih predmetov, temveč smo s pomočjo muzejskega gradiva in znanja, ki ga imamo, skušali oživeti tisto neotipljivo plast zgodovine, ki se skriva v malih podrobnostih. Vsak predmet nosi svojo zgodbo in prav te zgodbe smo želeli postaviti v ospredje. Naš cilj je bil, da obiskovalci začutijo vsaj delček tistega vzdušja, nekdanjega prostora, ki ni bil le prizorišče razkazovanja bogatstva in prestiža, ampak tudi prostor družbenega pomena, stičišče misli, odnosov in družbenih hierarhij. S prenovo muzej ni le obnovil hištva in sten, temveč je prostoru vdahnil novo vsebino, ohranil eleganco preteklosti in jo prefinjeno povezal s pričakovanjem sodobnega obiskovalca. Vsak kos v salonu torej ima svojo vlogo, vsak portret, vsak detajl nosi sled resničnih ljudi, ki so s temi predmeti nekoč bivali. In verjemite mi, nekateri kosi bi, če bi znali govoriti, razkrili več kot le nekaj salonskih tračev. Dogodek je dodatno obogatila skupina Al Tempo di Tartini, ki je z živimi prizori in ob skodelici čaja poustvarila vsakdanje življenje v baročni atmosferi. Zakorakali smo v poletje in vroči dnevi nas dobesedno silijo k osvežitvi v hladni vodi. Vroče pa ni samo nam, ampak tudi drugim bitjem. Če se boste odpravili kaj k našim južnim sosedom, bodite previdni, na koga naletite v morju. V Pulju se je namreč namakala prav posebna družinica. Poglejmo. Vale, fuck. Mama, Sau und Kinder. Oh! 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 Pass auf, Schatzi!
Pozdravljeni v novi ediciji kulturnega napovednika. Med 28. junijem in 4. julijem bo Obala znova zaživela v živahnem kulturnem ritmu s številnimi dogodki. V soboto 28. junija se bo v Pokrajinskem muzeju Koper odvil kulinarično-kulturno obarvan dogodek z naslovom Druksi. Tam se bosta s posamičnimi repertoarji predstavila glasbenica Ita Kora in Ian F. Na ogled pa bo tudi kiparska razstava Izolana Denisa Dražetiča, za kulinariko pa bo poskrbel kuhar Matej Pišler, ki deluje tudi pod imenom Riba. Na isti večer se bo na Karpačevem trgu odvila otvoritev 23. PUF festivala, ki bo tokrat gostil otroško lutkovno predstavo Zaza, ki svojo poetičnostjo in igrivostjo odpira vrata v domišljijski svet. V Izoli pa bo na ta večer potekal veliki koncert z zasedbama Bajaga in Instruktorji ter Mi 2. Koncert se bo odvil na parkirišču Ladjedelnice in pričel ob 20. uri. Medtem pa bo v Kopru s pričetkom ob 21. uri na Titovem trgu v kavarni Lodža za glasbeno vzdušje z avtorskim repertoarjem poskrbel Tomos Band. Na torkov večer 1. julija pa se ljubitelji improvizirane glasbe lahko pri kavarni Triglav udeležite jam sessiona mentorjev poletne šole Zgrabi zvok. Na isti večer pa se bo v Portorožu ob 21. uri pričel predstavitveni večer 44. festivala Melodije morja in sonca. Ta bo z MMS bandom in Tomjem Puričem obudil najlepše melodije preteklih let. V Izoli v letnem kinu Arigoni pa se bo pričel cikel filmskih projekcij z naslovom Kino pod zvezdami, kjer bodo tokrat predvajali film Vajenec irsko-danskega režiserja Alija Abbasija, ki pripoveduje o Trumpovem vzponu na oblast. Pričetek ob 21. uri. Na sredin večer 1. julija pa se obeta prvi večer glasbenega festivala Jeff. Ta se bo skoraj tradicionalno odvil v vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper, nastopili pa bosta zasedbi Bakalina Velika in Izpod korenin, ki raziskujeta ljudsko glasbo in poetične glasbene izraze. Naslednji dan, na jutro 3. julija, pa se bo v Lutkarnici Koper v sklopu 23. PUF festivala odvila cirkuška predstava za otroke Django Delužja. Na isti dan pa bo v večernih urah Largo pri Špini v Izoli pričel s tradicionalnimi glasbenimi četrtkovimi večeri pri Špini. Tokrat se bosta predstavila Andrej Rozman Roza in Valerij Milovan Majer. Na drugem koncu slovenske obale pa bo potekal še en prijetni glasbeni dogodek, namreč v sklopu piranskih glasbenih večerov se bo v križnem hodniku samostana Svetega Frančiška odvil koncert Nuške Drašček in Marka Hatlaka. V petek 4. julija pa bo Karpačev trg prizorišče akrobatske ulične komedije Urana, ki jo izvaja mednarodno priznana umetnica Urana Marchesini. Dogodek bo potekal prav tako v sklopu 23. PUF festivala. Vzporedno pa bo v Hangarbaru v Izoli potekal koncert legendarne rock skupine Crvena jabolka. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.